Profesor Pejovnik, pred dnevi je bil ustanovni sestanek Slovenskega inovacijskega stičišča, ki naj bi delovalo kot neprofitno evropsko ekonomsko interesno združenje. Nam lahko pojasnite, za kakšno obliko povezovanja gre tu? V Sloveniji smo v zadnjih 20 letih razvijali celo vrsto različnega podpornega okolja, ki bi omogočalo boljši prenos znanja iz akademskih ustanov, torej univerze in javnih inštitutov, v proizvodnjo. Tako kot velika večina evropskih držav, seveda s tem prenosom znanja v Sloveniji zadovoljni biti ne moremo. In žal lahko tudi ugotovimo, da so vse te ustanove za prenos znanja nastajale v Sloveniji nekako spontano, same od sebe, brez nekega inovacijskega sistema v državi. Tako smo naredili celo vrsto tehnoloških parkov, univerzitetnih inkubatorjev, različnih start-up ustanov in tako naprej, vendar je bila povezanost med vsemi temi ustanovami relativno slaba. Seveda so vedeli druga za drugo in seveda so tudi sodelovali, iskali skupne akcije, ampak Slovenija inovacijskega sistema, kjer bi se to povezovanje v resnici upravljalo na osnovi neke prioritete, nima. Zato je Slovensko inovacijsko stičišče poskus, da v Sloveniji nekako na nek celovit način pripravimo možnost prenosa znanja iz, recimo, akademije v proizvodnjo. To seveda ni enostavno početje. V svetu je cela vrsta modelov, vsak, ki bi nekaj ustanavljal, lahko najde nek vzgled v tej ali oni državi, vendar moram kar takoj povedati, da neposrednega kopiranja tujih modelov v slovenski prostor ni mogoče. To smo se že naučili. Zato predstavlja to Slovensko inovacijsko stičišče nek nov model, ki bi naj odgovoril na slovenske glavne probleme. In glavni problemi, ki jih imamo v Sloveniji, so razdrobljenost tako na področju raziskav, kot razdrobljenost na področju proizvodnje. Slovenija nima velikih proizvodnih sistemov, Slovenija ima v glavnem majhna, celo mikro, zelo majhna podjetja in srednje velika podjetja. Kadar tudi na univerzi moram biti dovolj kritičen, nimamo velikih raziskovalnih skupin. Ampak če hočemo govoriti o uspešnem prenosu znanja, je potrebno najprej združiti oboje. Pripraviti večje raziskovalne skupine in združiti podjetja v grozde, v neke skupne centre, zato da postavimo kritično maso, ki bi v resnici omogočala recimo resen pogovor o postavitvi nove tovarne na zelenem travniku, kot jaz prevajam Greenfield Factory. Predstavlja stičišče torej mesto, kjer naj bi poskušali združevati razvojne, raziskovalne probleme in poskušali prenesti to recimo v ustrezno industrijsko okolje. Vi ste bili v bistvu iniciator tega projekta. Ste tudi univerzitetni učitelj in pa tudi rektor Univerze v Ljubljani ste bili. Ste v teh okoljih in pa s tem pogledom zaznali ta manko v Sloveniji, o katerem ste govorili? No, kot rektor sem seveda opazil to veliko razdrobljenost, pomanjkanje velikih raziskovalnih skupin, ampak moram takoj povedati, da to ni primarno problem univerze. Za velike raziskovalne skupine je seveda potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva. In v zadnjem času pač opažamo, da teh sredstev v Sloveniji je vedno manj. Čeprav se radi pobahamo, da Slovenija vlaga skoraj 2,5% bruto družbenega proizvoda za raziskave in razvoj, moramo istočasno povedati, da so se vlaganja iz proračuna pa praktično razpolovila.
dosegli smo 0,31% bruto družbenega proizvoda in to nikakor ne more biti dovolj, da bi svoj raziskovalni sistem, ki ga ta država ima, ustrezno financirali. Ampak to je drug problem. Ko smo na univerzi opazili, da pač nimamo dovolj velikih raziskovalnih skupin, smo poskušali najprej identificirati, katera so pa tista področja, kjer bi take velike raziskovalne skupine sploh upravičile svoj obstoj. In ugotovili smo, da ima Univerza v Ljubljani, tudi v povezavi z inštituti, največ celovitega znanja na področju zdravja. In zato smo se pričeli približno pred 3 leti ukvarjati z idejo, da bi v Ljubljani postavili neke vrste dolino, raziskovalno, inovacijsko, in tej dolini smo dali delovni naslov Medicinska dolina. Naslov je posledica že raziskovanja, katero znanje univerza ima. Na drugi strani je tržno prodajati recimo medicinske naprave, tako dokaj zapleten proces. Tudi Slovenija ima sicer zelo dobro farmacevtsko industrijo, ima nekaj tovarn, predvsem 2, Fotona in Optotek, ki proizvajata zelo dobre laserske naprave za medicino, ampak prodajati te naprave ni preprosto v svetu. In ko smo šli še en korak naprej na univerzi, smo ugotovili, da samo Medicinska dolina ni dovolj in nastala je ideja o slovenskem inovacijskem stičišču. Torej o mestu, kjer bi poskušali na nek način združiti tisto, kar Slovenija že ima na področju raziskav, in tisto, kar bi industrija lahko proizvajala. Ja, rekli ste, da seveda bo stičišče neka osnova, nek korpus, neka baza za prenos znanja v gospodarstvo. Pa me zanima, kako boste zaznavali potrebe gospodarstva, ker to zdaj v Sloveniji ni v briljantni formi. Mislite, da bo izrekalo gospodarstvo povpraševanje za presežke znanja, ki bi ga vgradilo v svoje dejavnosti, svoje proizvodnje? V to sem prepričan, kajti tisti, ki upravljajo s podjetji, vodstvene strukture, prav natančno in dobro vedo, da so v stiski, da potrebujejo nove produkte, da je finančno premetavanje denarja iz levega žepa v desni žep končano, da se ni zelo dobro končalo in da je v tem trenutku veliko podjetij, ki potrebujejo bodisi nadgradnjo obstoječe proizvodnje ali pa celo novo proizvodnjo. Slovenija bi lahko bila zelo dobra v tako imenovanih nišnih proizvodnjah. Tam, kjer bi recimo lahko najboljšim svetovnim proizvajalcem ponujala najboljše sestavne dele recimo v avtomobilski industriji. To tudi počnemo. Ampak poleg tega pa se odpirajo trgi, nekatere od njih smo zelo dobro zasedli, kjer lahko v svetovnem trgu zavzameš tudi dovolj velik delež proizvodnje, kajti slovensko podjetje z proizvodnjo za slovenski trg ne more preživeti. Torej, Slovenija je na globalnem trgu in Slovenija mora iskati produkte, ki se bodo prodajali v svetu. Vprašanje, kako pa te produkte najti, vprašanje, kako pripraviti tehnologijo za proizvodnjo, je pa seveda zelo kompleksno vprašanje. V pripravah na ustanovitev slovenskega inovacijskega stičišča mi je najbolj ostala misel, iskanje mora se pričeti na trgu. Torej, tukaj se iskanje ne bo pričelo na univerzi. Iskanje se ne bo pričelo v naših laboratorijih. Iskanje proizvodov mora v prvi fazi se pričeti na trgu. In to je nekaj, kar mi profesori ne znamo. Tukaj nismo profesionalci, tega ne poznamo dobro, zato seveda moramo dobiti v stičišču pobude strani podjetij, tukaj morajo priti pobude strani
neposrednih proizvajalcev, pa seveda tudi tistih, ki so sposobni narediti netehnološke inovacije, torej dobre tržne analize in nam pomagati identificirati tak produkt. In to je v bistvu namen stičišča. Tukaj ne gre za push, tukaj ne gre za to, da bi univerza podjetjem ponujala, mi imamo produkt, pridite, ga bomo skupaj naredili. Ne, tukaj gre za mesto, kjer se srečujejo ideje, kjer se ideje verificirajo in tiste, ki potem preidejo te, rekel, kritične točke, lahko gredo v realizacijo. Tudi raziskovalci so se že na nek način seveda separatno odzvali na to idejo stičišča in pravijo, da ko bo šlo za nek predlog in izpeljavo določenega projekta, si postavljajo vprašanje, kdo bo arbitriral pripustitev k projektu. Imajo namreč pomisleke, da zaradi in pa nekih slabih izkušenj v minulih obdobjih. Kje bo in kje naj bi bilo zagotovilo transparentnosti in nepristranskosti? Moram reči, da razumem tega problema. Znotraj stičišča ne bo nobene arbitraže. Nobene. Arbitraža bo uspeh ali pa neuspeh projekta, ki ga bodo tisti, ki so zainteresirani, skupaj zastavili. Tukaj ne gre za to, da bi stičišče delilo nek denar. Stičišče denarja nima samo in nikoli ne bo mesto, kjer bi se finančna sredstva delila. Torej, ni potrebno arbitrirati, komu bomo ta denar dali. Arbitraža, pa to ni arbitraža, šlo bo samo za verifikacijo projekta z najboljšimi strokovnjaki, kar jih bomo dobili, seveda za primerno plačilo, ki bodo v vsakem trenutku sposobni povedati, projekt je dober, projekt lahko uspe, projekt imaš še to pa to težavo, potrebuješ še ta pa ta dodaten razvoj v tehnologiji in potem bo nastal samostojen projekt. Projekt, ki bo imel svoje vodstvo, svojo finančno odgovornost, ki bo svoj trg moral sam poiskati in bo za končen uspeh odgovoren tistim, ki bodo skupaj šli v ta projekt. Torej, stičišče bo upravljalo tukaj maksimalno vlogo podpore, maksimalno vlogo pridobivanja informacij, ne bo pa delilo nobenih sredstev. Se pravi, če imaš znanje, če imaš idejo, če imaš rešitev, si dobrodošel, sicer pa... Tukaj ne bo mesto, kjer bi se delili kolački, ideje, produkti in tako naprej. Tukaj je mesto, kjer bo največja verjetnost, da se bo nek projekt lahko zastavil tako, da bodo v izvedbo tega projekta vključene vse slovenske kapacitete. Oziroma celo več od slovenskih kapacitet, poskušali bomo vključiti tudi kapacitete izven naših meja. Osnovna linija, na kateri bi delovali, je Graz, Maribor, Ljubljana, Zagreb, Koper, Trst. Torej, ravno zaradi tega bo tudi pisarna stičišča Evropsko interesno gospodarsko združenje, da bomo lahko kadarkoli znotraj stičišča vključili katerikoli tudi drug subjekt, pravni subjekt na nivoju Evrope. Se pravi, širši Vprašanje, ki ste ga regijski zastavili, je seveda, da ljudje, ki to sprašujejo, mislijo nekaj drugega. Da bo stičišče mesto, kjer naj bi se delila neka kohezijska sredstva, kjer naj bi tisti, ki bodo nastopali preko stičišča, imeli prednost pri pridobivanju sredstev iz kohezijskih, strukturnih ali evropskih skladov. To je napaka. Jaz verjamem, da bodo imeli projekti iz stičišča prednost. Ampak prednost bodo imeli zato, ker bodo zelo dobro pripravljeni. Prednost bodo imeli zaradi tega, ker bodo zelo dobro organizirani. Če bo pa nekdo drug prišel z boljšo idejo, z boljšo organizacijo, bo pa seveda arbiter tukaj tisti, ki bo evropska sredstva delil. In to ne bo stičišče. Pa naj bi recimo ti projekti sledili recimo tem evropskim raziskovalnim prioritetam? No, vse evropske raziskovalne prioritete se v bistvu ne razlikujejo močno od slovenskih raziskovanj. Če računate tudi recimo na Strategija denar iz pametne skladov. specializacije, taka kot je, v principu v slovenskem prostoru,
se zelo močno pokriva tudi s tem, kar sem rekel. Mi smo recimo, zdravje je visoka prioriteta tudi v strategiji pametne specializacije. Ne? In v Sloveniji tudi. Ne? Seveda, ja, mi smo imeli prvo idejo medicinska dolina. Ne? Energetika je prav gotovo visoka prioriteta v Evropi in v Sloveniji. Ne? Tukaj ne gre za neke velike specifike, seveda, pa bo morala Slovenija poiskati znotraj teh velikih področji, ne? Tiste niše, kjer bo pa boljša od ostalih, kjer bo lahko svoj izdelek ponudila kjerkoli na svetu na trg. Ne? In tukaj pač je potrebno začeti iskati druge oblike sodelovanja in izboljšati, ne, skratka, uporabiti vse, kar imamo, organizirano. Odpreti univerzo, odpreti inštitute, povezati raziskovalce znotraj univerze, povezati raziskovalce iz univerze in inštitutov, omogočiti podjetjem, da uporabljajo opremo, ki jo imamo tukaj, ne? Omogočiti podjetjem, da dobijo kapital za svoj projekt, ampak odgovornost za projekt bo pa na strani tistih, ki bodo znotraj stičišča ali samostojno projekt zastavili in izpeljali. Vendar, koliko in kako bodo glede programa stičišča imele vpliv članice združenja? Obstaja namreč pomislek, da bodo imele prednost zgolj aplikativne raziskave in še to tiste nižjega ranga, ne? Za bazične znanosti, bazično raziskovanje. To bo pa ostajalo vedno na obrobju. Stičišče prav gotovo ne bo podpiralo osnovnih raziskav. Za osnovne raziskave mora poskrbeti država preko agencije ARRS. Za tehnološke raziskave bi država Slovenija potrebovala tehnološko razvojno agencijo. Stičišče bo iskalo realizacijo tistih idej, tistih raziskav, tistega razvoja, ki je že doseglo stopnjo primerno za realizacijo. Torej, če govorimo z indikatorji, je to tam nekje TLR daleč nad 3, okrog 6, ne? Če je 9 končna stopnja, je torej, bomo primarno iskali tiste produkte, ki bodo v to razvojno fazo že prešli daleč nad članek, daleč nad patenta, ne? In bodo že potrebovali mogoče samo še pilotno verifikacijo ali kaj takega. Tukaj gre popolnoma za prenos znanja. To se ustvarjanje znanja ni stvar stičišča. In stičišče nikoli se ne bo vtikovalo v to, kakšno osnovno znanje bodo raziskovalci predlagali agenciji ali Evropi, kje bodo dobili sredstva za te raziskave. Seveda pa bo stičišče neprestano pritiskalo na državo, da se bo to osnovno znanje ustvarjalo, ker če tega ne bo, potem stičišče ne bo imelo kaj prenašati. Zato vas pa tudi, profesor Pejovnik, sprašujem, a namerava biti to inovacijsko stičišče tudi nekakšna podpora vladi, ki v projektih razvoja pogosto vede ali pa tudi ne vede spregleduje strokovno utemeljene usmeritve. Ste vi optimist, da bodo strukturne politike iskale tako pomoč? No, poglejte, nova ministrica za izobraževanje in znanost je bila gonilna sila tega projekta na univerzi. Torej, ona prav gotovo natančno ve, s čim smo se ukvarjali, kako smo analizirali naše raziskave na univerzi, kje smo iskali šibke točke in tako naprej. Ona tudi zelo dobro ve, da sredstev za izobraževanje in znanost ni dovolj. Jaz mislim, da enako vedo tudi predsednik vlade in drugi. Kot sem rekel, stičišče bo prav gotovo tudi neke vrste mesto pritiska, da se ne zanemari ustvarjanje znanja, in v tem trenutku Slovenija ne vlaga dovolj proračunskih sredstev v znanost. Torej, stičišče se ustvarja prav v trenutku, ko smo dosegli dno pri financiranju osnovnih raziskav. In ena od prvih nalog stičišča bo seveda tudi, da na to dejstvo opozori
In če hočete, da skupaj z podjetji, z gospodarsko zbornico, z vsemi zainteresiranimi v Sloveniji, ustvari tudi primerno okolje, če hočete preprosto povedano, tudi pritisk, da se pač neumnosti ne bo delalo. No, še nekaj je, seveda stroški za delovanje takega stičišča tudi ne bodo zanemarljivi. Bo to neprofitna asociacija, oziroma Seveda. kako se boste financirali? Evropsko interesno gospodarsko združenje je po definiciji not for profit organizacija. Sploh ne sme ustvarjati dobička, če nastane kakršenkoli dobiček, ga mora samo vlagati v razvoj. Ampak zdaj govorimo o dveh pojmih, ki jih je treba tukaj zelo skrbno ločiti. Govorimo o stičišču in govorimo o pisarni stičišča. Stičišče je mesto, kjer se bo vrsta projektov, projektov delovala kot kemik, lahko rečem, nekako tako kot elektroni okrog jedra, ne, v atomu, bodo pač samostojno ti projekti, ne, neodvisno opravljali svoje naloge. Zato sama pisarna stičišča ne bo nek zelo drag subjekt. Zalogaj. Tukaj bodo pač v prvi fazi tukaj bodo v prvi fazi zaposleni 3-4 sodelavci, večina dela bo pa potekala preko ekspertov, ki bodo občasno sodelovali, ki jih bo stičišče organizirano za specifičen projekt, specifične eksperte, ne, in recimo ocenjujemo, da bo v prvem letu delovanja stroškov nekako okrog 150.000 evrov. In vsa ta sredstva bodo pokrita iz članarine. Nihče ne more pristopiti v stičišče, ne da bi to osnovno članarino plačal. Zdaj, če se bo kasneje ta pisarna stičišča, glede na potrebe projektov, ki bodo nastajali in tako naprej, morala ekipirati, če bo nekatere, recimo poslovne načrte in tako naprej tudi pomagala pripravljati, potem je pač to seveda stvar prihodnosti. Ampak stičišče ni ne mesto razdeljevanja denarja, niti ni nek drag ali pa velik projekt. To v bistvu gre za virtualno organizacijo, ki omogoča maksimalen stik. In zato se tudi imenuje stičišče, povezavo. Ni pa to agencija, ki bi delila denar, ni to mesto, kjer bi se upravljale raziskave, ni to mesto, ki bi bilo konzultantska organizacija, ki bi pisali projekte recimo za Evropo. Gre samo za to, da se vse te dejavnosti organizirajo na optimalen način in da je pretok informacij visok, ampak seveda v tistem obsegu, kot je potreben, in nič drugega. Tukaj takšnega stičišča tega tipa, ni. Jaz ga ne poznam v tem trenutku nikjer. Gre za nov način, za nov poskus, ki tudi lahko ne uspe. Mislim, tukaj jaz sicer verjamem, da bo uspel, če ne tega ne bi počel, ampak ne gre za kopijo nečesa, kar bi nekdo že delal. In včeraj, ko smo v Bruslju predstavljali ta načrt, moram reči, da je bil med ljudmi, ki se ukvarjajo z inovacijami na nivoju Evrope, da je bil zelo, zelo dobro sprejet in da nas bodo tudi od zunaj z zanimanjem opazovali in tudi verjamem, da bi recimo stičišče kasneje lahko recimo za Evropo služilo kot nek vzorčni model, za koga drugega. V takšnem primeru pa bomo seveda tudi mi potem Evropi zaračunali to, in bo lahko stičišče del sredstev za svoje delovanje pridobilo tudi, recimo, če bo to nek pilotni projekt, če bi uspeli prepričati Evropo, da bi to lahko bil pilotni projekt recimo za jugovzhodno Evropo ali pa za Kavkazije, da bi to prav gotovo ne obremenjevalo članic, ampak da bi to bilo financirano iz nekih drugih virov. Profesor Pejovnik, pred nedavnim ste bili tudi izvoljeni za nov mandat za predsednika Inženirske akademije v Sloveniji. V programu pa ste zapisali, da boste delovali kot povezovalni člen med raziskovalnimi, izobraževalnimi inštitucijami ter gospodarstvom in državo. Saj, tako ste zapisali, Slovenija potrebuje nov razvoj gospodarstva in pa družbe. Lahko to pojasnite nekoliko? Glejte,
v bistvu je to, kar ste zdaj povedali, ne, veliko tega tudi del stičišča. Ne. Torej, v resnici v Sloveniji povezovanje manjka. Pa ne bova zdaj analizirala, zakaj manjka, ampak če hočemo doseči preboj kjerkoli, potem je pač treba za nekatere stvari, je prvi pogoj, da dosežeš kritično maso, ne, ki je sposobna izpeljati nek projekt. In tukaj smo Slovenci šibki. V večini primerov se izgovarjamo na to, da ni denarja za tako veliko skupino. To ni vedno res. Ne? Če združimo vse strokovne potenciale, lahko tudi združimo vire sredstev ali pa poskušamo te vire sredstev pridobiti, ne? Vendar je potem mora biti to skupen projekt. In ena velikih težav je ta fragmentacija, o kateri sem že na začetku govoril, in to bomo morali preskočiti. Čeprav jaz nisem proti, recimo, samozaposlovanju, niti nisem proti ustanavljanju mikropodjetij, ne, tudi ta so potrebna. In razvoj v svetu pravzaprav se nekako fokusira v to, da bomo imeli na eni strani super velike sisteme, ki bodo v bistvu države v državi ali pa celo države v nekaj državah, ne, ali pa države nad nekaj državami, ne. Na drugi strani bodo pa te veliki sistemi potrebovali celo vrsto kooperantov, partnerjev, ne, ki bodo praktično jim zagotavljali najboljšo možno kvaliteto. In ti partnerji, ne, so lahko majhni in zelo uspešni. In to je tisto, čemur jaz pravim nišni produkti. Ne? In nišne produkte mora razvijati tisti, ki jih prodaja sam. Ne? Kajti ti veliki sistemi bodo seveda spodbujali tekmovalnost med temi proizvajalci v verigi, ne? In uspel bo tisti, ki bo za najprimernejšo ceno ponudil najboljši izdelek. Zato bo tukaj ta razvoj, ne, potreben ves čas, zelo močen razvoj, kajti tekma bo huda, neusmiljena. No, ker sva omenjala inženirsko akademijo, me zanima še tole. Kakšno vlogo pa je imela oziroma jo ima tehniška inteligenca pri nas, v Sloveniji namreč, ne? Se vam zdi, da je njena vloga prezrta, da ni dovolj vpeta v razvojne koncepte? Da. Ne, da se mi zdi, vem, da je tako. Žal je v tej fazi, bom rekel, divjega kapitalizma, ne, so prevladovale finančne transakcije. In v tej fazi praktično je zelo malo inženirjev, ki so se sploh plasirali v vodstva podjetij. Poglejte, koliko inženirjev vodi, recimo, slovenska proizvodna podjetja. Ne, ali pa kakšna je vloga inženirjev pri upravljanju podjetij. Če primerjam recimo vlogo inženirjev v razviti Nemčiji z vlogo inženirjev v Sloveniji, potem moram reči, da je pri nas vloga inženirja močno in preveč podcenjena. Gospa Merkel, ne glede na to, kaj si mislimo o njej, se letno najmanj enkrat sreča z inženirskimi organizacijami, predvsem z VDI, Verein Deutsche Ingenieure, in z njimi preživi ne nekaj ur, cel dan. In gospa Merkel se točno zaveda, da moč nemškega gospodarstva v bistvu bazira na kvaliteti, na kakovosti njihovih inženirjev. In tukaj je seveda vloga inženirske akademije, da stroko ponovno dobro organizira, in država Slovenija je ustanovila inženirsko akademijo z zakonom. To ni društvo, to je z zakonom ustanovljena inženirska akademija, podobno kot Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ne, ki združuje ljudi, ki mislijo približno tako, kot sem zdaj rekel. In inženirska akademija je mlada ustanova, praktično deluje slabih 15 let, zakonsko pa še manj, še niti 10 let ne. To pomeni, to je ustanova, ki si svoje mesto, svoje ime ustvarja in ki bo z svojim delom poskušala inženirski, tehniški inteligenci vrniti mesto v družbi, ki jim pripada.
Jaz si recimo konkretno ne znam predstavljati, da lahko slaba banka deluje brez pomembnega prispevka inženirjev. Slaba banka zdaj je neka trgovina, ne, ki prodaja podjetja, ne da bi jih prej prestrukturirala. Če bi, naprimer, Pinus, v eno leto vlagali, ga prestrukturirali, mu dali inženirjem ta možnost, da opravijo svoje delo, bi ga prodali 4-krat dražji. Kdo je odgovoren, da smo Pinus prodali zaradi tega, ker ga nismo prestrukturirali 4-krat prepoceni? Ne mi reči, da je slaba banka uspešna zato, ker je Pinus prodala. Zame bi bila uspešna takrat, če bi Pinus prestrukturirala, ohranila zdravo jedro in ga prodala po realni ceni. In Pinus je, kakorkoli obračate, tako dragocena tovarna, kot so naše farmacevtske tovarne. In je bila prodana prepoceni in zastonj, skoraj tako rekoč, največjemu konkurentu na trgu. Ali pa Helios, ker je manjše podjetje od Heliosa kupilo veliko podjetje, in zdaj bo to manjše podjetje, jaz ne vem zakaj, boljše upravljalo s tem velikim Heliosom. Tukaj delamo napake, in te napake se brez tehniške inteligence se bodo ponavljale. In tukaj je v to slabo banko, v Slovenski državni holding in tako naprej, v teh recimo res pomembnih slovenskih podjetij vloga inženirjev ni primerno zastopana. In to je slabo in to bi morali popraviti takoj.